mi, kaj boste počeli tale vikend. Jaz vam kar odkrito povem. Na sejmu Altermed se bom družila skupaj z vami, tako da če me vidite, dajte me pocukati, pa rečemo kakšno prijetno. Povem lahko tudi, kaj bom počela naslednji mesec. Takrat grem pogledat, kaj počnejo naši prijatelji iz založbe Primus na dnevih slovenske knjige. Upam, da sem prav povedala, ampak povem vam pa lahko tudi, kaj sem počela tedne prej. In sicer sem prebirala tole krasno knjigo Sorodne duše, ki je, Slovenke predvsem so kar ponorele za tole knjigo, ker govori o tematiki, ki nas pravzaprav vse zanima, ki jo vse nosimo na nek način s sabo. Govori o ljubezni, govori o tem, kako najti sorodno dušo in ne samo najti, ampak jo tudi obdržati. Ker če pogledam, koliko mojih prijateljic ima partnerje, pa koliko je ločenih, moram reči, da je tole število žensk po 40, ki so samske, je malce više vse skupaj. Tako da se mi zdi, da je še kako pomembno, da govorimo o ljubezni, tisti pravi ljubezni, ne tisti, ki odreši vse, ampak tudi tisti, ki jo najdemo v sebi in kaj to dejansko pomeni v interakciji s partnerjem in tako naprej. Tole knjigo je napisala Iris Starbuk in moram vam povedati, da je naša Mirela zrihtala, da je danes Iris tudi z nami. Hello and welcome. Mirela, tole, fajn si zrihtala, veš? Fajn si zrihtala. Sem navdušena. Daj mi povej, kako to, da je prišlo do tega, do te točke, da imamo Sorodne duše knjigo zdaj na voljo tudi v Sloveniji, v slovenščini? Zgodba je taka, da 3 leta nazaj me naša urednica opozorila na knjigo Sorodne duše, ki je bila takrat na voljo le v hrvaškem jeziku. In mi je bilo zelo zanimivo, mislim, že naziv je tak, da te takoj pritegne in seveda sem knjigo začela brati, brala sem jo zelo počasi in ob tem tudi spremljala misli in občutke in tudi pravzaprav svoj odnos do partnerstva in ugotovila, da naše dejansko običajno zaznavanje ali pa dojemanje partnerstva dejansko temelji na strahu in na potrebi po kontroli in da to v bistvu nima kaj dosti veze s tisto pravo ljubeznijo, ki je v bistvu vrednota, kateri vsi težimo, ne? Potem sem pa šla kmalu potem tudi Iris v Zagreb na individualno terapijo, ki je sestavljena iz razbiranja duše ali pa enega takega kanaliziranega vpogleda v našo zgodovino. In potem del tega je tudi potem kombinacija Bachovih kapljic, ki te pač podpre nekako na tej poti, ki se ti raztreta na tej seansi. Potem se je zgodba nadaljevala, da pač to je pol že kar šlo v neke prijateljske vezi, in smo se zelo vzljubili, mislim, to take vibracije Iris oddaja, da enostavno ne moreš stran. Potem smo se seveda skupaj odločili, da knjigo absolutno prevedemo in izdamo tudi v slovenski jezik. In zdajle istočasno s tem izidom smo tudi skupina punc iz Slovenije smo šle v Zagreb na delavnico Sorodne duše. In moram reči, da sem zdaj v eni taki mili vibraciji, da se me sploh nič ne dotakne, tako sem ves čas res v nekem miru in odmaknjenosti od vsega dogajanja, čeprav vse zaznavam in vem, ampak sem tako notranje mirna in dejansko sem spoznala, da je to ta vibracija, iz katere lahko nadgrajujem stvari tudi s partnerjem. Zaljubila si se? Ja, zaljubljena sem se, vase sem zaljubljena najprej in to je toliko nor občutek res in potem to, ko podeliš še z nekom, je pa to, ne vem, poka vse poširi. Približno vem, kako to je. Recimo, Minka sicer avtorica knjige, ko imajo hormoni žur, za njo vsi mislijo, da ima novega, veš? Pa nima novega, ker jaz vem, kaj sem njena prijateljica. Ampak ona se je pač enostavno zaljubila v življenje. Ja, to je to. Mislim, da je v tem vas catch. Ja, to je catch. So, Iris, what can you tell us, why the soulmates? Why a book about the soulmates? What does it offers? What's the offering of this book? Okay, I will tell you, I'm reading people since I was a child. I'm reading soul of the person. I'm not a future teller, but read the soul. And from I was a child, I see the main thing, everything goes about love. Okay. We're happy about love, we are sad about love, can do miracle with love. So I was seeing that most of the people, when I read it, always a mistake, mistake of understanding what is love and how love goes. So as I meditate a lot and I'm walking in the forest a lot and I get information, and it was like the idea it's like to go back from one path to another path where love exists. So I got the message is you have to tell the people, show the people the right path to love. So 10 years ago I started to make workshop about soulmate and explain what is wrong and
and how it's not wrong or right, it's just wrong, you know, it's like you see one anchor and then when you see left and right, you see much more. Torej, Iris nam je zaupala, da je pravzaprav bilo zelo nujno, da napiše to knjigo. Sama ima možnost in sposobnost, da dejansko bere duše in ravno na podlagi tega branja duš in na podlagi tega kanaliziranja je dobila sporočilo, veliko tudi meditira in hodi po gozdu, da mora napisati to knjigo in ljudem pokazati, kaj je tista prava pot ljubezni, kaj te ljubezni je tukaj enega govora, na kakšen način, kako, zakaj. In ona je želela s to knjigo pravzaprav pokazati tisto pravo pot ljubezni, na kakšen način jo torej najti, kako ni nič prav, kako ni nič narobe, ampak iz neke druge perspektive. So, the real love. Okay, let's have, for example, women seek love. They want somebody that will fulfill her and give her compliments, that she's beautiful, that she's successful, that she's everything she wants to be. Is that real love? No. Okay. Torej, odgovor ne, ni prava ljubezen. Če iščete moškega, ki vam bo povedal, da ste lepe, da vas bo zapolnil vse tiste prostore v vas, da se boste počutile kot ženske, torej ni to naloga moških. So, whose job is it? I believe that women in this planet bring the spirituality and men the earth things. But woman forgot her real job is to raise frequency. Okay, torej, ženske imamo nalogo, da dvignemo vibracijo, torej dvignemo frekvenco in njena naloga pravzaprav je, da prinaša te stvari, medtem ko je moški, se pravi, bolj te prizemljene zadeve. Ja, bolj zemeljske. Ženska prenaša duhovnost, ne? Moški pa prizemljuje oziroma je pa povezan z zemljo. Ne? Okay. Na tak način. In da je pozabila ženska svojo glavno nalogo. Ne? So if a woman comes from a point of view, I need something, you have to give me, it's ego stuff, it's not love. Torej, kadar ženska pričakuje nekaj, to mi moraš dati, ali pa to jaz zdaj pričakujem, da jaz to dobim, nikoli se pravi ne prihaja iz ljubezni, ampak to dejansko govori naš ego. So, it's the voice of the head, not from the heart. Yes, because we love, it's like energetic dance. And there's no wish, a need, it just happen. Torej, ko govorimo o pravi ljubezni, tukaj ni, da nekaj želimo, ni, da nekaj hočemo, da nekaj zahtevamo, dejansko samo je kot nekakšen ples. But we need to learn this dance or just We remember know it. this dance. Okay. Yes, what you say, we need to remember this. Okay. Where can we start? First, to be conscious. Every time when I work with somebody or when we talk about it, be conscious. When you have conscious of something, you can change it. You have the free will to change it or not. Torej, rekli smo, ok, v redu, kje bomo pa zdaj začeli z iskanjem te prave ljubezni, kako se začne, s čim se začne ta pot in začne se z zavedanjem. Absolutno. Se pravi, z zavedanjem, da smo tukaj in zdaj. So being here and now, it's much important, but people are all the time like, oh, what I'm gonna eat in the evening, or what did I do yesterday? So we're not really here. Okay, this is another theme, but if we talk about love, because we are obsessed with love. In reality, people killing for love, killing themselves for love, and this is wrong. This is not love. Okay. Torej, ljudje torej bi morali biti tukaj in zdaj, pustimo zdaj to tematiko, bi lahko samo o tem govorili, biti tukaj in zdaj, upam, da ste tale trenutek tukaj in zdaj, da poslušate. Ampak, ko govorimo o ljubezni, pravzaprav govorimo o popolnoma drugačnih stvareh, kjer torej ni pričakovanj, ni ega, ni želj, samo dejansko Se dogaja. In se dogaja. Ta ples duš ali pa energiji. Ne? Ples duš in ples energiji. So the fundamental question would be, where and how to find your soulmate? I believe that we have much more than one soulmate. Okay. And we have children our soulmate, we have parents sometimes soulmates, sometimes friends. But a soulmate, it's a group, it's a family group, so you can translate. Okay. Torej, fundamentalno vprašanje, sorodne duše, tako se tudi imenuje knjiga, kje jo najti, pa kako jo najti.
In Iris, ki je avtorica te knjige Sorodne duše, nam je zaupala, da pravzaprav sorodna duša ni zgolj ena oseba, se pravi tista ena oseba na tem planetu, ampak je lahko več oseb. In sorodna duša je lahko prijateljica, lahko so starši. Se pravi, gre kot za neko dušno družino. So it's like a soul family in earth that we have. Yes. So it's not only one person, but many of them could be. In to čista resnica, ko me mrzi. Tebe pa skozi zebe, kaj? Skozi sem v resnici. But in this subtitle, how can we find and keep the real love? Keep real love, it's working. Okay. It's being conscious that you are growth. You have to grow through this love. You have to develop yourself, and you have to bring freedom, because freedom is the main recipe. Okay. Torej, glavni recept, zapište si, je ravno svoboda. No, evo, pa smo tam. Zdaj je že kar pol parov v Sloveniji šlo na razen, ki so tole slišali, ne? Kajti svoboda je torej recept za tisto pravo ljubezen in obdržati pravo ljubezen, ne samo najti, pomeni, da torej nudiš svobodo sebi in svojemu lastnemu partnerju in pa pomeni tudi opazovati, biti zavesten in se ukvarjati sam s sabo. So it's not enough that you find your soulmate and then you live happily ever after. Does not exist. And you never fight and everything is all the time okay. This is only in bajka. Okay. Torej, vse to je samo iluzija, vse to so samo zgodbice, da najdeš pravo ljubezen, živiš srečno do konca svojih dni in potem je vse lepo in prav. You have to work for it and you have to be conscious here and now, but what recipe can you give for women after 40? Because you have it in the book as well. Yeah, first of all, I want to come back before, even if you have problem in relation, it's part of growing. But when I say develop, it means, okay, I have a problem, what can I do and move on? Not to again and again and again and again and again, because this is you're stuck. Real soulmate, they grow together. Okay. Torej, kadar gre za pravo sorodno dušo, pravzaprav rasteta skupaj in ko se pokažejo problemi, so pravzaprav samo priložnosti za rast, za razvoj. Because I know many women that think, okay, maybe I found my soulmate, but then the problems come and they are like, okay, so this is not my soulmate because we have problems. But this is an opportunity to grow. Yeah. Okay. So when you ask about women after 40, love doesn't have age. Godina and lie, it's illusion of what we believe, but our soul that never was born, never will die. We always continue. We are soul and a body. So we have old soul, young soul. So if you are positive and if you see yourself as eternally and as a young, of course, there's no limit for love. Torej, nasvet za ženske po 40. letu, ki je zajet tudi tukaj, govori o ljubezni in sicer, da ljubezen ne pozna starosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da nima veze, koliko ste stari tale trenutek, ljubezen in naša duša ne umre, se ne rodi, je večna in večno obstaja, kar pomeni, da ni pravzaprav nobene omejitve, kar pravzaprav dokazujejo tudi kakšni, ki se zaljubijo v domovih starejših in tako naprej in potem tako zelo radi opazujemo. But what is the first thing that we need to accomplish in our own personal growth to be able to live with our soulmate and to live the true love? Okay, first of all, to stop judging other people. Okay. People are so occupied and what he is doing, what she is doing. Watch yourself. Go every day, at least 1 hour in a day to yourself. See good and plus, without judging. Okay. And work on yourself. And fulfill yourself with love for yourself. Only when you are close to yourself and connect with yourself, you can really open door for love. Torej, kaj lahko mi sami naredimo za to, da lahko živimo in začnemo živeti pravo ljubezen, je pravzaprav to, da se usmerimo vase, da si vsaj 1 uro na dan namenimo in da raziskujemo dejansko sebe in na takšen način
potem tudi pride prava ljubezen v kakršnikoli obliki pač že. So true love and the soulmate and everything, first we need to know love how ourselves. to love ourselves. Yes, yes. Okay. Takrat se dvigne ta vibracija in potem pride nov scenarij, novi ljudje v tvoje življenje, ravno tako na te vibracije, torej pripravljeni, da rastete skupaj, ne? Pač je povezano. Kaj je tebe najbolj navdušilo v tej knjigi? Katera informacija ti je sprožila tisti wow efekt? Ja, to wow efekt mi je sprožilo to sploh, da v bistvu dejansko zavedanje, da koliko ženske tudi manipuliramo z energijami, ki jih ne poznamo, na način, da izsilimo v bistvu nek odziv od osebe, ki nam je blizu, ki nam je všeč, zato da dobimo to potrditev, da smo ljubljeni, ne? In potem spoznavati te razne oblike energije in potem biti iskren na način, da si poveš, ok, nekaj se dogaja, samo ali je to ljubezen, ali je to mogoče neka seksualna privlačnost, ali je neka druga energija, ne? Kaj je zdaj, katera energija se je prebudila in kaj naj z njo in kako naj se sploh v bistvu spoprimem, kako naj delam z njo, ne? Tako da v bistvu ta informacija mi je bila ključna, kaj ti pol, ko postaviš stvari na svoje mesto, v bistvu ugotoviš, na kateri vibraciji si oziroma s katerega nivoja v bistvu deluješ, ko si v odnosu s partnerjem ali pa tudi z drugimi v končni fazi, ne. Tako da v bistvu to ljubiti sebe, ne, dvigovati vibracijo, ti potem pripelje nove ljudi in se potem drugačne stvari začnejo odvijati, ne. Dejansko to zavedanje, koliko ženske manipuliramo, to je bilo neverjetno spoznanje, no. Yeah, we know this kind of things, right? I call it hobotnica. Ja. Ok, se pravi hobotnica, ne? Ženske smo potem na nek način lahko kot hobotnice. And yeah, I could understand this because so many times we expect something from men to give us flowers and love and everything, and we can do like we can prepare men to be jealous and things like that. So this all comes from our ego, not from the It's real ego love. and it's a plan, because if you look history, the biggest men in the world fall with a woman, after woman. You know, Julius Caesar, you have all history from the Bible until now. Women is wisdom. It depends how we're using it. But the main message for me is to raise frequency, because now it's time that we have to raise frequency. So we open a new view. It's like you see yourself from the first floor, you see what you see. You go in 20th floor, you see much more. And it's much more interesting. Torej, najbolj pomembno v tem času je, da ženske začnemo dvigovati svojo lastno vibracijo, kar pomeni, da se ukvarjamo same s sabo in potem se vse zgodi v najvišje dobro vseh in takrat tudi odpade vsa manipulacija, vsa pričakovanja, ki jih imamo do moških in vse ostalo, kar dejansko ni glas našega srca in ni pot prave ljubezni, ampak je dejansko glas našega ega in planiranje. In avtorica knjige Sorodne duše je pravzaprav tudi omenila, kako so se moški v zgodovini vedno bojevali za žensko, ne, za veliko ljubezen in to jim je bila tista motivacija kot takšna. So in this book do you also have an answer for men how to Yeah, I have also exercise in this book, and Okay. people, if they really work, they see result. And can I say one more thing? My book, it's not about women-men love. It's about gay love. It's about any kind of love. Because I really believe that God created us perfect. So whatever love comes, we have to accept it and to embrace it. Torej, moje vprašanje je bilo definitivno, ne, če za moške kaj noter se najde. In Iris je omenila, da tukaj se ne gre za spol, ne gre se za homoseksualno, heteroseksualno usmerjenost, kakorkoli pa že. Ljubezen je tista, ki je in takšni, kot smo popolni za svojimi željami oziroma za svojimi nagnjenji, kakršnikoli pa že. Mi smo seme ljubezni in čas je, da to seme vzklije in da začne dejansko rasti. Me pa zanima tudi tole, kar bom vprašala, ali smo zdaj na nivoju za to, da bi dvignile ženske tudi to vibracijo, ali je to čas, da se začnemo skupaj povezovati. So this is time that women come together and raise our vibration. Yeah. So But it's- also men. And also men. Yeah. Because, you know, in reality, when you see men together, they're most happy until women come. Then they shut up and stay like this, and then the job. Woman can make the balance. Women can make the positive and the negative. It's a big responsibility to be a woman, but it's also magical.
Wow. Torej, velika odgovornost je, da ste ženske, drage dame, in bodite ponosne na to. Najlepša hvala, thank you very much for being our host today. Thank you. Pa hvala te, pa Mirela, bravo! Tuk dobre knjige, pa še goste prepeleš, wow, čisto navdušena. Še kakšna informacija na naši spletni strani, pa tudi na Facebooku, kjer bo nekdo dobil tole knjigo, a ne? Seveda. Super. This is it. Pa tale tudi, a ne? Ej, ni slabšega, kakor to, da se začne sezona porok, pa biram, pa takih in drugačnih stvari in nimaš kaj za obleči. Ampak zakaj nimaš kaj za obleči? Zaradi tega, ker ugotoviš, da si pridobil kakšno kilico. In šele takrat to ugotoviš, ker je že za ovinkom. Točno, in takrat pa panika. In najhujše, ko pa daš obleko na sebe in vidiš, se poznamo. Tiste obloge, ki enostavno rečeš, pa Jane, a bom šla novo kupiti garderobo, a kaj bom naredila? To je drago. To je drago in na koncu koncev imaš toliko lebra. In pa rečejo ženska, nimam kaj za obleči. Ja, normalno, a ne, če je vse na tesno. Tako da, mi imamo rešitev, a ne da? Je res. In sicer je rešitev nekako sedeča. Obstaja 1001 taka in drugačna metoda nekega hujšanja ali stradanja, kjer se zgodi potem jojo efekt, ne, da na koncu imaš še več kil, kakor si jih imel. Ampak ravno zaradi tega, ker je tega toliko, zelo veliko, so se mi odločile, da pripraviva 4-tedenski tečaj zdravega hujšanja ali vitkanja, kot jaz rečem. In to na popolnoma drugačen način, kot se ga lotevajo pravzaprav vsi prehranski svetovalci, ker se ne bomo fokusirali samo na telovadbo, daleč od tega, predvsem na hrano in na to, da popucamo v glavi. Ker včasih zaradi glave ne moreš hujšati, ne? Ja, točno, če jaz imam mnenje o sebi, da celo življenje hujšam. Si sam hujša vsak dan. To je dejstvo. Ali pa ne moram shujšati. Vsako jutro se pogledam v gledalo, ne moram shujšati. Informacija ne more. Ok, v redu, se zaklenejo celice, problem rešen. Tako. In dejansko bomo midve šli skozi tečaj dobesedno in vodili skupino ljudi, seveda povabljeni tudi moški, ne samo ženske. Absolutno. In dejansko bomo šli skozi vse stopnje, od samopodobe do zdravega prehranjevanja, kombinacije hrane, hranilnih snovi, v bistvu vse, kar je potrebno, da se enkrat za zmerom znebiš, ne da pa vsako pomlad znova in znova in znova. Si spet na istem. Tako. 4 tedne bo zadeva trajala in kaj je najbolj pomembno, jaz sama sem bila v fazi hujšanja večino svojega življenja in kar sem ugotovila, ena največjih ugotovitev, veš, kjera je bila? Kjera? Da ti, ko delaš neke spremembe v življenju, moraš to spremembo narediti na podlagi tega, ker se imaš rad. Se pravi, večina ljudi, kaj sem jaz delala? Ko bom imela 5 kil manj, se bom imela pa rada. Se pravi, postavljala sem se neke pogoje, ideale in standarde in ko jih bom izpolnjevala, no pa se bom pa imela rada, pa bom pa zadovoljna sama s sabo. In trajne spremembe se zgodijo, kadar dejansko imaš ti dober odnos s sabo, dodaš prava hranila, vzameš si čas za to in potem gremo naprej. Ne? In ker je prehrana tako zelo pomembna, je v sklopu 4-tedenskega tečaja zdravega hujšanja pravzaprav vključeno tudi 2-krat kuhanje oziroma kulinarična delavnica, kjer boš ljudi dobesedno naučila, kako si lahko na hitro pripraviš nekaj zdravega. Tako, 2 delavnici bosta kuhanja. In prva bo, kako pripraviti zdrav obrok, tudi za v službo, tudi za naslednji dan ali pa na hitro skuhati, brez predpripravljene hrane oziroma trgovinska, da nekaj kupiš že pripravljeno. V bistvu v 20 minutah, pol ure mora biti skuhano. Druga stvar pa priprava vmesnih obrokov, ker dejstvo je, če ne planiraš obrokov, nekje se ti zatakne in potem pač izpuščaš. Ja, in takrat, kaj se zgodi? Telo shrani cel naslednji obrok za slabe čase.
No in temu se je treba izogniti oziroma drugače narediti. In ker v bistvu bomo midve ljudi popeljali skozi cel sistem, da ni ta tečaj hujšanja samo za neke priložnosti, ampak za celo življenje. Zdravega hujšanja. Ne? Tako, to je zelo pomembno. Se pravi, 4-tedensko, to pomeni, da jih ne bova zaprle za 4 tedne, ampak dejansko se 4 srede zapored se dobimo ob 18. uri na 2 različnih lokacijah v Ljubljani. Sprejele bova pa samo omejeno število, ravno zaradi tega, da se lahko vsakemu posebej posvetimo oziroma da vsak posebej zares napreduje. In veš, kaj mi je všeč, da smo se odločili, da nobenega se ne bo merilo, nobenega se ne bo dajalo na vago, in te zadeve ne. slačilo, nič. Ljudje morajo ugotoviti, da je to njihova odgovornost. Tako. In zaradi tega bova tako tudi A gremo na en čajček? Peva. No, dajva. In dejansko, kaj je prioriteta tega tečaja zdravega hujšanja? Prioriteta je v tem, da pod prvo sprejmem sebe, tudi moram razumeti svoje telo, ki mi kaže kot zemljevid. Recimo, če imam težave tukaj na tem predelu, imam težave z odpuščanjem. Tudi o tem bomo govorili, o podzavestnih programih, ker je treba določene stvari spustiti. Ko uspeš spustiti, tudi maščoba odide, ne rabiš več obloge okrog svojega telesa. Ker pogosto, recimo, ko imaš preveč kil, se hočeš zavarovati pred nečem. Valjda. Jaz poznam recimo eno mojo prijateljico. V bistvu sva začeli kot sodelavci, ta najin odnos recimo, zdaj se zelo malo vidiva dela tudi na eni drugi televiziji in kar je najbolj zanimivo, jaz jo poznam 10 let, ona 10 let hujša. Ampak veš, kaj ti povem? Zmer bolj debela je. Ja? Zmer bolj debela je, ne moram reči drugače, meni je zelo žal, ampak ona ima najete osebne trenerje, ki jih plačuje po 500 evrov na mesec, osebne trenerje, ki z njo trenirajo, ne vem, kakšni vse prehranski svetovalci, ne vem, kakšne praške vse je jedla in ne vem, kakšne vse, nič ni naredila. Zaradi tega, ker mora najprej popucati v glavi. To je tisto. To je bistvo. In zato mi je tako zelo všeč, ker vem, da obstajajo dejansko ljudje, ki imajo izziv s tem, predvsem ženske recimo, in potem se slabo počutijo in ne vejo, kako bi se lotile, na kakšen način bi se lotile in postanejo žrtve teh reklam, ker dejansko A ti povem en tak primer, ena gospa in ta zgodba se me je res dotaknila. Je rekla, recimo tudi ljubljenje, je bilo povezano s sprejemanjem sebe. In ker ni sprejemala sebe, se je dejansko zgodilo to, da nikdar pri prižganih lučeh, vedno pod kotrom, ker je vedno bilo, jaz sem grda. In vsakič, ki je pridobila nekaj kil, jaz sem grda, ne sprejemanje sebe. Tudi o tem bomo veliko govorili in govorili bomo tudi o tem, kako preprečiti, da se zdaj rečejo, sem izgubila kile, po zakonu, kar zgubiš, moraš najdeti nazaj. Tako. Se pravi, kako se te stopljeni kilogrami ne vrnejo nikdar več nazaj, ker jih ne rabiš. Ker jih ne rabiš. In veliko krat opazujem, ljudi, ki imajo 10 kil preveč, 20 kil preveč. Ti ljudje nekaj skrivajo v tem. Sami sebi so si naredili oklep, so ranljivi in morajo dejansko preboleti te stvari. In te stvari ne moreš ti preboleti, če si cele dneve na fitnessu, enostavno ne moreš. Tako. No, kar morava povedati, zbereva torej omejeno število teh ljudi, ki jih bomo povabili na tole 4-tedensko popotovanje in 4 datumi, se pravi 4 srede, se dobimo, tudi datumi so seveda objavljeni in kar je pomembno, opremljeni bodo tudi za pripomočki, ki so dejansko že vključeni tudi v ceno, in sicer knjigo, ko imajo hormoni žur, in dobili bodo tudi beljakovine in določena prehranska dopolnila, ki jim bodo dejansko pomagala do tega, da njihovo telo ne bo sestradano, zaradi tega, ker to je pa največji paradoks, vidiš človeka, ki ima nekaj 10 kil preveč in je dejansko sestradan. Na celični bazi je lačen in še ena stvar, kar bova ponudili, seveda dobijo vsi udeleženci, analiza njihovega jedilnika, kar je zelo pomembno, ker včasih nekdo po noči dela, pač zaradi tega mogoče se ne tvori toliko teh hormonov, ki vplivajo na sam sistem hujšanja, mogoče majčkeno treba spremeniti njihov jedilnik, glede na to, da imajo drugačen tempo kot vsi ostali. No, zaradi tega dejansko bova analizirali tudi te jedilnike, pomoč, individualna pomoč, tako da dejansko te
ljudje bodo dobili več kot osebno svetovanje, v bistvu osebno mentorstvo. Osebno mentorstvo, ki traja torej 4 tedne, 4 srede se torej dobimo v Ljubljani. Jaz vam priporočam, ne glede na to, iz katerega konca si, Ljubljana je središče in te 4 srede dejansko dobiš in znanje, in orodja, in dejansko vse. Še to moram povedati, niso cele srede, ampak to je zvečer ob 18. uri. Druženje je 3-4 ure zvečer, s tem na tisti 2-krat, ko bomo kuhali, si bomo pripravili tudi zdrave večerje, ki so ključnega pomena pri preoblikovanju telesa. Veselim pa se tudi tega, ker dejansko bomo šli skozi vse faze, od gibanja do razstrupljanja telesa, do tega, da postaviš nove temelje glede samopodobe, do tega, da vzameš in ješ prave hranilne snovi, pravo hrano, ki te spodbuja pri energiji in dejansko in še ta analiza jedilnikov, kar je individualen pristop, ker res opažam, da ljudje, ki delajo po noči, ki imajo drugačen tempo, kot recimo zjutraj ne gre v službo, mogoče popoldne, pozno pride domov in samo enostavno cel ritem postavi na glavo ali pa mogoče še v večjih izmenah delajo, dejansko tem ljudem lahko midve pomagava. Pri zdravem hujšanju je najbolj bistvena ravno prehrana, da se zavedaš tega, pa da popucaš v glavi vse te stvari. Nekaj odstotkov pa je seveda pomembnih, zato da smo tudi telesno aktivni in zato bova dejansko vsem tistim podarili tudi en trening z osebnim trenerjem, z elektromišično stimulacijo, ki je dejansko nekaj posebnega in novega na slovenskem tržišču in sicer v 20 minutah, kolikor traja trening, narediš toliko, kot da bi bil 4 ure v fitnessu in tudi v sklopu teh 4 tednov bodo dobili ta trening z osebnim trenerjem, kjer jim bo osebni trener tudi povedal, kako počep se dela in vse te stvari, ker ljudje narobe delajo te zadeve. Tako da je celoten support in potem, če pogledava, to je ravno med tem postnim časom pravzaprav. Tako in v bistvu veliko ljudi reče, ja veš, zdaj pa čas, zdaj pa tole še tale, puzdamo skozi, pol pa hujšam. In vemo tudi mogoče že kakšne datume, ko so neke družinska srečanja, ali pa mogoče obletnica, mature, valete in tako naprej. In takrat imamo motivacijo, da še nekaj več naredimo. In dejstvo je, da mogoče človek rabi v življenju kakšno motivacijo, da kakšno spremembo naredi, kar je absolutno v redu, ampak ta sprememba naj ne bi bila samo, ne vem, za enkrat, ampak naj bi bila trajna sprememba. No in mi bova pomagale pri tem. Naj povem, da bom pokazala tudi tibetanske vaje, to je pa v bistvu čist preprosto obrat, ki ga zjutraj narediš, ki pomaga pri tem, da se postaviš v ravnovesje in da se pretegneš, ker pogosto ljudje rečejo, pa kako se to dela. No, v bistvu vse to bova pokazali. Orodje za celo življenje. Tako, in jaz sem prepričana, da kdor se že celo življenje bori in res ne pomaga. Le kaj mi Zančina gospa rekla. Šla sem na zdravniško hujšanje, celo življenje hujšam, imela 130 kil. Še vedno ima nekaj kilogramov preveč, ampak je rekla, končno razumem, kje sem delala največjo napako. Recimo kje, preprost nasvet, pa jaz mislim, da naši gledalci to že vejo, zvečerne sadja. Ja, seveda, da ne. Ja. Veš, ona je pa rekla, ne, ja, pa se sam sadje jem zvečer, se sadje je pa ja zdravo, se vsi govorijo. Sadje in zelenjavo, kje so pa beljakovine. In dejstvo je, da ko je poslušala, to je rekla, pa zdaj razumem, a veš, da imam že 2 kili manj. Lej, na vse možne načine je že spravljala ti odvečne kilograme dol, takole, ko dobiš pravo informacijo. In dejstvo je, da se res da pomaga čisto vsakemu, tako da tudi tisti, ki imajo težave s ščitnico, ko rečejo, pa lej, odkar imam te hormonske tablete, ne grejo kile dol. Tudi pri teh primerih se da pomagati, ker mogoče pa telo več vode zadržuje v telesu. V bistvu znava, v bistvu za vsako bolezen rožica raste in zmerom se da pomagati. In res je temu tako, se pravi, 4 datumi so znani, ne morete priti samo na enega, gre za celotno zadevo ob 18. uri zvečer, kar pomeni, da normalno greš v službo in vse. 4 tedensko je 4 obiski oziroma 4-kratno druženje imamo, 2-krat torej predavanje, ta način in 2-krat bomo pa dobesedno kuhali
in si tudi pripravili večerje, takšne, ki so seveda ustrezne. Se pravi, 4 obiski, 4-tedensko zdravo vitkanje. Jaz rečem raj vitkanje, ne, kakor hujšanje, ker ti, ko hujšajo, so vsak dan hujši. In zraven dobite, se pravi, tudi vsa ostala orodja, ki jih potrebujete, od knjige do polnil, tudi enega treninga z osebnim trenerjem. In dobiš dejansko vse. Še enkrat, ne bova nobenega, ne bova slačile, tehtale, merle, to je vaša odgovornost. Midva bova samo ponudila vsa orodja za to, da prideš do tega, da si oblečiš eno izmed unileh oblek tamle in si rečeš, wow. Dober, zgledam v svoji koži, dober se počutim. In še ena stvar, tudi pomagali bova najdeti podzavestne vzroke, zakaj določena maščoba vztraja na telesu in ne gre stran. In kako odpustiti znebice, ne samo na telesni, ampak na čustveni ravni, da se ni več treba zaščititi in pride do svojega zadovoljstva, da lahko rečeš, v svoji koži sem seksi. Zdaj ti pa nekaj pokazala, a se lahko staneva. No, dejva. Dejva se ostati. Lej, celo življenje sem imela na tem predelu ogromno maščobe. No, tako ogromno ne. Ja, lej, je bilo, trebušček, oranj je bil. Veš, koliko je bilo meni bedno? Vsi so mi govorili, da če sem noseča. In pol nisem vedela, a je meni bolj hodil, a je njim bolj hodil. Da so, ne, nisem. Veš, kaj je največkrat opisana kombinacija v Google? Jasmina Kandorfer noseča. Največkrat opisana kombinacija. Zaradi tega, ker sem maščobo hranila tukaj. Zakaj sem jo hranila tukaj? Ker nisem odpustila svojim staršem. Puščanje. In nisem odpustila. In ker jaz tega nisem odpustila, je mene ta špeh tukaj obvaroval. Zdaj se lahko sedeva. No, v glavnem, danes je to preteklost. Preteklost. Verjamem, da kakšen odstotek še morem, ampak jaz bi lahko ustrajala s treningi, ne vem, vse možne take in drugačne stvari in ne bi šlo. In pa rečejo, moram delati trebušnjake, ker imam trebuh. In je že slabše. Sploh nima veze s tem, točno si povzročaš več stresa, ker to je stresna maščoba. No, pri stresni maščobi absolutno omega-3 je treba povečati, C-vitamin, da se pospešeno topi, pa odpustiti. No in tudi to, kako odpustiti. Enkrat mi je rekla ena gospa, pa daj mi eno tableto. Za odpuščanje. Če bilo to tako preprost, jo načaram, ampak ni tako preprost, tako da obstajajo pa tehnike in te tehnike, fino, ker to začneš delati, ker pa pol vidiš, da tvoje telo sledi tem tvojim spremembam in si rečeš, wow, zadovoljna sem v svoji koži. Takole, torej Minka Gantar, ki je avtorica knjižne uspešnice prejšnjega leta, ko imajo hormoni žur, bo z vami dejansko vse 4 tedne kot nekakšno mentorstvo, pa tudi sama s svojim znanjem in izkušnjami. In Minka bo preverila tako vaše prehranjevanje, dala tiste dotične nasvete in dejansko pomagala, da spustiš, odpustiš in veš, kaj se pol zgodi. Tega ljudje ne razumejo, dokler tega ne doživijo. In sicer, da to, da grejo kilogrami dol, to je samo rezultat. Točno. Premiki se bojo pa delali dejansko tukaj noter. In večina teh tečajev hujšanja, kaj naredijo? Ljudje zgubijo tukaj in tukaj kilogramov v prvih tednih, zaradi tega, ker jih ožamejo, zdehidrirajo. Tukaj se gre pa za povsem drugačen način za celo življenje. In res sem hvaležna, da sva se tole odločili. Povedali so pa dejansko ljudje, da to rabijo. Ne? Točno, potreba je potem. In še ena stvar, kar rečejo, vse je v glavi. Vse je v glavi, hujšanje je v glavi. Mogoče še bolj hujšanje je v srcu. Ker se gre za ljubezen do sebe, ker se gre za odpuščanje, ker se gre za to, kako ti sprejemaš sebe in druge. Tako da tukaj bomo začeli in tukaj bomo sicer tudi zaključili. Vmes bomo se prehranjevali pa dobro jedali in tudi veselim se, da to druženje za mizo ima svoj čar in predvsem, kar se na takih dogodkih stkajo take lepe vezi in jaz sem hvaležna za vse take dogodke. Kilogrami bodo pa dol leteli. Tako, tega ne rabimo več, se pravi to, kar gre stran, je za stran. Samo odide. Tako. In lahkotno je, jaz ne vem, mislim, eni, ki reče, bom hujšal, je isto, kot da bi rekli, ok, zdaj bom pa trpel. Kje? To ni ta prava energija, pa bom jutr. Ja. Bom jutr. Vsak dan je jutr.
Skratka, izjemno, izjemno lahkotno, preprosto, predvsem pa prijetno, ker te stvari so lažje, kot si predstavljamo, ne? Ja, pa poglej, gre skozi usta, jedli bomo, pripravljali bomo obroke. To. In kar je meni všeč, da bomo pripravljali tudi kosila, ne samo večerje. Da mogoče tisti, ki prijejo pozno domov, da lahko kako na hitro skombinira tisto pozno kosilo, večerjo, kočerjo, ali kako rečejo ljudje. Kočerjo. Ja, v glavnem, ampak še vedno nekaj tukaj manjka, ne? Ker ljudje, ki pozno jejo, kaj pa potem? Nič več jest, ali še zvečer jest, kaj? So že v To, dilemi. tako. Vse to boš odgovorila. Tako. Najlepša hvala, Minka. Torej, spoštovani gledalci in gledalke, izbereva zelo omejeno število tistih, ki bodo dejansko del vsega tega dogajanja, torej 22.3., 29.3., 5.4., 12.4. ob sredah, to so vse srede, ob 18. uri v Ljubljani in 4 torej datumi, 2krat kuhanje, 2krat predavanje, zraven bodo dobili tudi tiste darila oziroma tiste pripomočke, ki jih v tem 4-tedenskemu procesu potrebujejo in ne gre se za 4-tedenski proces, gre se za življenje, ki se tukaj spremeni, gre se za ljudi, ki se jim odpusti, predvsem pa da odpustimo samemu sebi in spustimo tiste kilograme, ki niso več v naše najvišje dobro. 02 6200 230 je telefonska številka, če želite več informacij, sicer pa vse to najdete tudi na 02, torej na www.klepet@kavi.si in potem bo plačano še bolj zabavno. In gledalke, ja, mnogo lepega in zanimivega najdete na www.klepet@kavi.si, med drugim tudi na novo naložene meditacije, ki jih lahko uporabite in pa marsikatere druge nasvete, recimo kako začeti dan ali pa kaj zdravega si recimo, ne vem, pripraviti za večerjo in tako naprej. No, moram reči, da sama že leta in leta sem izjemno hvaležna, da kupujem v ekološki trgovini, pravzaprav v prvi samopostrežni ekološki trgovini v Sloveniji. In kaj sem ugotovila je, da se absolutno najbolj splača kupovati zdravo ekološko hrano. Enostavno zaradi tega, ker vlagaš v sebe, ponavadi pa veliko Slovencev se res zakreditira do konca za to, da si kupi nov avto, zato da bo sosedom pokazal, koliko ima fini nov avto. Sam pa kupuje tisto najcenejšo hrano, zelo, zelo predelano in potem, ko zboli, pravzaprav se sprašuje, pa zakaj ravno jaz. In ravno zaradi tega bomo danes govorili o eni in nadvse pomembni stvari, za katero pa je pravzaprav ravno zdaj tisti pravi čas. Govorili bomo o razkisanju in v naši družbi je Kalčkova svetovalka Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živja. Zdaj, zakaj je razkisanje tako zelo pomembno? Ja, predvsem zaradi tega, ker kot že sama najbrž veš ali si brala, je že zdavnaj ugotovljen vzrok, zakaj nastanejo bolezni. Predvsem tukaj govorimo tudi o eni taki, kot je rak, predvsem zaradi zakisenosti telesa. To pomeni, tudi en zdravnik, nemški zdravnik Otto Heinrich Warburg, je leta 1923 že takrat govoril in se ugotovil vzrok za nastanek raka. Ravno je povezan z zakisenostjo telesa. Dobil pa je tudi Nobelovo nagrado. Tako, res je, leta 1931, se pravi, že zdavnaj vemo, kje je glavni vzrok za nastanek naših težav ali propadanja celic, ali da celice enostavno ne more več delovati, in to je predvsem zaradi tega, da se telo zakisa. To je ena stvar, recimo, pri tem pa tudi se zmanjša dotok oziroma sam kisik v naših celicah. Hkrati pa se lahko zgodi, da imamo recimo manj kisika v celicah, pa potem smo zakisani zaradi tega. Tako da po eni ali po drugi strani je nažalost to vzrok, glavni vzrok za težave, ki jih imamo.
In to predvsem zaradi našega načina življenja. Se pravi, ne samo hrana, ki je neekološka ali predelana, industrijska, z veliko sladkorja, z veliko maščob, veliko živil živalskega izvora, ampak tudi druge stvari, to so tudi negativna čustva, ki nas tudi lahko zakisejo, obremenijo naše organe. Hkrati pa recimo tudi vse druge stvari, kot so tudi negibanje, oziroma če veliko poležavamo ali sedimo ali imamo tako delo, pa nismo dosti tudi na zraku, to je tudi en razlog, zakaj tudi pride do samega procesa zakisanosti. No, ampak, okay, če se že enkrat ustaviva. Ja. Se pravi, skoraj 100 let, zdaj malo pretiravam, ampak čist malo, skoraj 100 let je že jasno, zakaj prihaja do tako groznih in smrtnih bolezni, kot je rak, razkisanost oziroma zakisanost. To že skoraj 100 let vemo, da je zakisanost, ampak število bolnikov za rakom vsako leto narašča. Tako, res je. Oprosti, ampak meni je tukaj nekaj skregan z logiko. Kako lahko narašča število ljudi, ki bolijo? Če že poznamo. Če poznamo. Ja. In katere stvari so tiste, zaradi katerih smo najbolj zakisani? Najbolj nas zakisa sladkor, posebej v taki predelani obliki, ker ima izjemno nizko pH vrednost, tam nekje 2,1, kar je res izjemno nizko. Naše telo pa bi moralo biti v taki rahli bazičnosti, tam nekje 7,1 do 7,5, vemo, da je kri tam 7,35 do 7,45 in to tako mora biti. Telo bo vse naredilo, samo da je v taki pH vrednosti. Meso, živila živalskega izvora na splošno, ribe, jajca, mlečni izdelki, ampak tudi alkohol, tudi tobak recimo, kava, zdravila različna, cepiva, pa stres, ki sem ga že omenjala, se pravi različna negativna čustva, tudi pripomorejo k temu, da se telo močno zakisa. Kaj to konkretno za naše telo, za naše celice pomeni? To pomeni v bistvu, da ta fiziološka funkcija samih celic ni več tako optimalna. Se pravi, tudi te informacije, ki potekajo med samo celico ali znotraj same celice, niso več tako dobre. Se pravi, telo ne more več funkcionirati sam s sabo, Tako. Kar pomeni, da ne vem, možgani ne sporočijo jetrom, da morajo zdaj delati, ali pa ne sporočijo črevesjem, oziroma črevesje ne sporoči, a je vrglo ven, a ni vrglo ven. In slaba komunikacija. Slaba komunikacija, in to se ponavadi zgodi, ker same naše celice morajo delovati v enem pravilnem kislo-bazičnem okolju, in če se telo zakisa, potem to ne more biti več, ker to je sama električna napetost membran celic ni več tako dobra in potem te informacije ne potekajo dobro med samimi celicami ali znotraj same celice. Tudi recimo, če bi eni celici odvzeli samo 35% kisika, bi že ratala rakasta celica v 2 dneh. Zelo hitro. Tako da kisik je izjemno pomemben, on je ključen tudi za zgorevanje samega sladkorja in proizvajanje ATP-ja, energije znotraj celice, in če se to ne zgodi, je to en mehanizem, v bistvu obrambni mehanizem našega telesa, da ne bi celica umrla. Telo naredi tako, da lahko tudi preživi v anaerobnem stanju, brez kisika. Rabi glukozo, rabi nekaj sladkorja, ampak lahko pol preživi tudi brez kisika. Zdaj za nekaj časa telo na tak način kupuje čas v bistvu. In če mi ničesar ne naredimo, da se to spremeni, potem bo celica ali umrla ali se bo spremenila res v rakasto celico. Kar pomeni, recimo, ne vem, če se ljudem naredi nek tumor, Ja. se jim naredi zaradi tega, ker telo je imelo tako slabo komunikacijo, da je pač tam zrastel tumor. In zdaj, če jaz razumem, odrežemo tumor ven, bo spet nov naredil se. Seveda. Če ne bomo spremenili prehrane, če ne bomo spremenili svojih misli, ki dejansko nas zakisajo. Res je. Kar pomeni, da ni rešitev, da režemo organe, bule, tumorje in vse te zadeve, zaradi tega, ker je to samo posledica. Tako, to je samo posledica. Včasih mogoče, da nekomu rešimo življenje v tem trenutku, je dobro, da mogoče si pomagamo s kakšnimi operacijami, ampak dolgoročno v bistvu moramo poiskati vzrok, zakaj je prišlo do te spremembe v našem telesu. Tudi recimo, če opazimo spremembe pri nas, ne samo rak, ampak tudi tiste, ki so mogoče malo take blage, bi rekli. Če smo utrujeni, pa ne bi smeli biti, ker smo, ne vem, se dosti naspali, pa ne delamo tako veliko.
če recimo imamo kakšne prebavne težave, težave s kožo, pojavijo se mogoče tudi kakšne avtoimune bolezni, pa mogoče imamo pogoste glavobole ali karkoli slabša ta odpornost, koncentracija. To so vse neki že znaki, da nekaj ne štima in da je že mogoče nastopila zakisanost telesa, pa tudi recimo v povezavi osteoporoza, revmatoidni artritis. To nam je že jasno, da je preveč kislin tudi v telesu. Hkrati s kislinami tudi pride presežek prostih radikalov v telesu, tako da že vemo, na kateri poti smo. Tako da če karkoli od tega opazimo, to je že čas, da mogoče skrajni čas, da nekaj naredimo zase oziroma da se recimo razstrupimo telo. To je tudi razlika, dostikrat slišimo razstrupljanje pa razkisanje. Ker v bistvu razstrupljanje pomeni, da se znebimo toksičnih snovi, ki so v našem telesu, razkisanje, da se znebimo kislin, ki so v našem telesu. Tako da majčkeno je ta razlika, simptomi pa so dosti podobni. Zdaj pa greva midve v shopping, v ekološko trgovino in nabavva eno celo vrečo, posodico oziroma nakupovalno vrečko vseh takih dobrih stvari, ki bodo v temu razkisanju pomagale. Kaj bova vzeli? Predvsem seveda naša ljuba zelenjava, ampak tukaj govorim predvsem res o temno-zeleni listnati zelenjavi, veliko klorofila, ker nam bo to pomagalo, da se znebimo kislin v telesu, ker vse, kar je zeleno, tudi vsebuje veliko mineralov. Minerali nam ponavadi primanjkujejo, posebej kalcij, če smo zakisani, ker se na minerale vežejo kisline in se izločijo iz telesa. Tako tudi obstajajo različni tudi testi, ki jih lahko naredimo, da ugotovimo, če smo zakisani. Zdravniki recimo to delajo prek krvi, prek urina, tudi recimo gledajo, koliko je kalcija ali beljakovin v samem urinu, preverijo delovanje ledvic in tako naprej. Tako da to je tudi način, da vidimo, kje smo. Pa kaj, kisle kumarce ne smeš več jesti? Ja, to lahko, ampak je treba paziti, kako so vložene in na kakšen način. Ampak predvsem je treba dati poudarek res zelenjavi, sadju, ker to sta dve skupini živil oziroma tistih živil, ki jih redno uporabljamo, ki nas ne zakisajo. Hkrati pa recimo kakšna žita, ki so taka bolj nevtralna, to so proso, amarant in kvinoja. Ostala žita, ki jih uporabljamo, seveda svetujemo, če nimamo kakšnih posebnih težav z kakšnimi avtoimunimi boleznimi, da so v polnovredni obliki, ker tudi zakisajo telo, ampak ne tako močno kot recimo tista živila, ki sem jih že omenila, da so problematična v povezavi z zakisanostjo. Potem seveda od sadja rahlo samo zakisajo borovnice, brusnice, slive, ampak to je res ena rahla, drugače sadje deluje bazično na naše telo. Veliko tekočine je treba piti, vode predvsem, ker je ključna tudi za naše zdravje, tudi prenos teh hranilnih snovi, tudi za uravnavanje temperature v našem telesu, za razkisanje, za razstrupljanje. Tako da v bistvu se je treba koncentrirati na ta živila, ki so za nas dobre. Veliko kalčkov, ko smo že v kalčku, veliko mikrozelenja, nekaj, kar deluje res bazično na naše telo. In take hrane, če nimamo posebnih težav, bi moralo biti tam 60 do 70%. Da tako nekako gledamo to. Teh tabelic, recimo, katera nas hrana zakisa, katera pa ne, ker veliko, tudi nekaj na internetu, nekaj v takih knjigah, ki jih lahko najdemo, tako da se majčkeno orientiramo, ampak tako bi morali uživati hrano. Če pa imamo kakšne težave, potem ta odstotek se zvišuje, tam 80-90% pride bazične hrane, pa nekaj malo 10 do 20% tiste hrane, ki nas zakisa. To ravnovesje nam bo omogočilo, da telo bolj optimalno deluje. Kaj pa recimo kruh, ne? Že zadnjič sva omenili, ko sva govorili o enih drugih stvareh, recimo ajdov kruh. Jaz samo v kalčku najdem ajdov kruh iz 100% ajdove moke in to je kot plastelin dejansko. Je zelo dober, zelo okusen in vse, ampak je črn, pač črn je, ne? Dobesedno črn dejansko je. Moramo tudi pri kruhu recimo dati ven bel plastelinast oziroma moramo dati ven. Ja, definitivno. In tukaj, ko sem že rekla, ali je polnovredni kruh, ali je ta kombinacija recimo s tistimi žiti, ki delujejo tako neutralno, se pravi kombinacija prosena moka, recimo, ki jo mešamo lahko z ajdovo, ali prosena kvinojna moka, ki jo mešamo recimo z kakšno riževo moko. Če želimo res narediti nekaj dobrega, lahko tisti, ki nimajo takih večjih težav, lahko uporabljajo ali pirino, kamutovo moko, recimo ječmenovo, karkoli tazga, ovseno.
Delajo se kombinacije, zato tukaj so različni recepti na to temo, lahko se tudi to pogleda, je veliko knjig napisano. Tako da kruh ni problem, če nimamo spet pravim kakšnih posebnih težav, da določene vrste mok ne smemo uživati, ampak v dopoldanskem času to predvsem užijamo v majhnih količinah in res, da čim bolj v polnovredni obliki, ampak gledamo to razmerje. Če že moramo biti bolj pozorni, gledamo razmerje. Jaz vedno svetujem, da recimo dan začnemo z vodo, da tudi spodbudimo to peristaltiko črevesja. 6 deci tople vode? Tako, vsaj pol litra za začetek, recimo, če nam to ne rata, lahko je 2 do 3, pa potem res nadaljujemo, tako da čim več je boljše. Mlačne vode in potem čez dan pijemo vodo po požirkih, da tudi ta pride v naše celice, ker zaradi tiste razlike v površinski napetosti vode ne bo tako enostavno prišla v celice, tako da vodo je treba piti po požirkih. Se pravi, ampak ne skupaj z obrokom, da ne razredčimo želodčnih sokov, da se lažje tudi hrana predela. Če imamo kakšne težave, hvala. Ja, no, lej, rekla si, jaz grem takoj v akcijo. Upam, da vi tudi pred kameram, za kameram pa doma na kavčih, da greste takoj v akcijo. Takoj si vodo preštimati pa malo spet. Točno tako. Tako da na to ne smemo pozabiti. 35 ml na kilogram telesne teže, plus če smo še malčkaj aktivni, je to več, 2 do 3 litre na dan. S tem, da v bistvu je pomembno, da pravilno užijamo obroke, se pravi recimo za zajtrk zaužijemo od 7 do 9 ure, tam 60 do 70% bazična živila, ostalo pa so tiste, ki nas lahko zakisajo. Lahko pa tudi zvišamo to, tudi če nimamo kakšnih posebnih težav, lahko tudi več, posebej zdaj čez pomlad, poletje, ko je več sveže hrane, več zelenjave, sadja, potem naredimo tudi kakšno kuro, da je čim več te bazične hrane. Lahko si tudi pomagamo s kakšnimi čajčki bazičnimi, ki jih dobimo tudi v kalčku, res je taka ena paleta fantastičnih čajev, ki nam pri tem pomagajo. Tako da v bistvu zajtrkujemo, potem za malico je zelo dobro, da vzamemo ali kakšen sadež, zrel sadež ali recimo nekaj od teh zelenih, sveže stisnjenih zelenih ali zelenjavnih sokov, v katere lahko dodamo recimo tudi kakovostne maščobe, omega 3, čija semena. Kateri del dneva si rekla to? V dopoldanskem času. V dopoldanskem. V dopoldanskem. Takrat je dobro, da tudi užijemo sadje. V popoldanskem času pa lahko je za malico tudi kakšne tale smuti z zelenjavnim, zeleno listje, nekaj limoninega soka recimo dodamo, koristnih maščob, če delamo zelenjavni, ampak popoldne je dobro, da pol ne užijemo sadja in žit. To pustimo bolj za dopoldanski čas. Kosilo imamo tam od 11 do 13 ure, spet v taki kombinaciji bazično kislo, da je to ravnovesje pravilno. Se pravi, do enih. Do enih. Jaz poznam kup ljudi, kar je ob 3, 4 jejo kosila. Ja, to govorim bolj iz tega vidika tradicionalne kitajske medicine in tega ritma tudi, kar se delovanje naših... Kdaj telo najblažje to ven sprav potem, res je. Pa tudi izkoristi maksimalno ta hranila, ki jih pol vnašamo v telo. Za večerjo pa se res držimo, da čim bolj zelenjavna večerja. Zdaj čez poletje, odvisno tudi kakšen smo tip, lahko so tudi kakšne kombinirane solatke, ampak zdaj, ko ni še toliko toplo, bolj juhe, enolončnice, lahko dodamo nekaj stročnic, ki jih tudi, če želimo narediti majčkeno spremembo pri stročnicah, da so tudi lažje prebavljive, pa bolj bazične, jih kalimo. Če imamo seveda toliko časa, je to dobra stvar. Tako da tega se držimo, ampak naj čim več klorofila. Lahko si pomagamo seveda tudi s kakšnimi dodatki, recimo različne trave, moringa je zelo dobra, tudi ta alfalfa, kalčki, ki so tudi narejeni, tako da dobimo tudi v obliki prahu. Probiotiki, na probiotike tudi ne smemo pozabiti, posebej, če imamo kakšne prebavne težave. To nam bo tudi pomagalo, da se telo lažje razkisa. Dodamo tudi kakšne antioksidante, če želimo marsikaj. Nekaj, kar nam bo pomagalo tudi, da ta vnetni procesi, ki se dogajajo, se tudi zmanjšajo, zaradi tega kurkuma, recimo pegasti badelj, nekaj od tega lahko si izberemo, recimo tudi, da podpremo tudi delovanje naših jeter, pa tudi ledvic, zaradi tega, ker v tem času, ko se razkisamo ali smo v tem procesu, nujno rabimo nekaj, da podpremo delovanje naših organov. Se pravi, je treba poseči po kakšni taki zadevi, ki nas še super podpre in podpre naš organizem. Ampak res, ko smo pri razkisanju, zmeraj razmišljamo o zeleni barvi,
kar se tiče naše hrane, ker v bistvu nas to bo res okrepilo in nas razkisalo do te mere, da v bistvu ne bomo imeli takih težav, recimo tudi takih simptomov, ki se ponavadi povezujejo s tem, ko hočemo narediti eno spremembo v telesu. Dostikrat smo zelo močno utrujeni, težko prenašamo to, posebej, če organi niso tako krepki. In potem je dobro uživati hrano, ki nam pri tem pomaga, da nimamo teh simptomov takih, ki nas res še dodatno obremenijo. Odlično. Se pravi, imamo zdaj že skoraj polno nakupovalno košarico. Bo vas še se zdaj kaj predel, ki so pa zdrave sladkarije pa to, ali v času razkisanja ne? Ja, v bistvu tako, kar se sladkorja na splošno tiče, razen recimo kakšne melase, pa stevije, so ponavadi vsa druga sladila ali sladkorji tisti, ki nas zakisajo. Tako da, če nimamo kakšnih posebnih zdravstvenih težav, pa želimo samo pomagati telesu, da pride spet v eno ravnovesje, nekaj sladkorja ni problematično, posebej recimo, ne vem, če uporabljamo kakšen javorjev sirup, kokosov sladkor, stevijo, ksilitol, to brezovo sladilo, ampak bolj v tem dopoldanskem času. Recimo, če pripravimo kakšen obrok zjutraj, da je bolj tak sladek obrok, lahko nekaj malo tega dodamo, ampak pol čez dan res ne uporabljamo nič od teh sladkorjev. Seveda predelanih sladkorjev popolnoma od tega res odsvetujemo v tem času. No, jaz ne vem, kaj so ljudje danes že kaj pojedli, ampak kakšna bi bila pa večerja optimalna? Ja, za večerjo recimo lahko pripravimo kakšne tele juhice, recimo je zelo dobro, da je kombinacija, lahko damo kakšen brokoli, recimo cvetačo, kakšne bučke recimo, odvisno zdaj od sezone. Pa sezone. Tako, sezonsko se je dobro prehranjevati. Kaj pa recimo, jaz včasih pa pridem tukaj pozem, pa vem, da če bom zdaj začela, bom šele čez 1 uro jedla, pa tako naprej pa vzamem, kar pa malo pošejkam, kakšen veganske proteine. Lahko tudi tole, ker v bistvu so lahko prebavljivi, res je velika izbira teh tudi rastlinskih proteinov v kalčku, tako da se lahko tudi posvetujejo, kaj bi za vsakega posameznika bilo dobro. Tako da lahko to zmešamo s kakšnim rastlinskim mlekom, recimo tisto, ki je manj sladko, lahko je kakšno mandljevo, recimo lahko je tudi kakšno proseno, oseno, in potem to zmešamo skupaj, posebej, če smo imeli kakšen trening, recimo pozem popoldne, potem je to zelo dobro za uporabiti. Odlično, evo, nakupovalna košarica je polna, hvala lepa Jelena, da si nam zaupala vse to. Še kakšna informacija, kot smo rekli, na /klepet ob kavi.si, kjer lahko vsak dan najdete polno novic, takih in drugačnih. Pa poskrbite zase, pa na vodo ne pozabiti!